Moje ime je Natalija Šerma-Golob, sem slikarka odkar vem. In odkar vem, me ta svet umetnosti in slikarstva sploh ne znam živeti brez tega. V glavnem, to je preveč prežeto z vsakim mojim dihom, da bi znala ločiti življenje brez umetnosti. Morda izkoristim teh nekaj minut kot povabilo v ta svet, ki je toliko svoboden. Edina beseda za umetnost, ki mi pade na pamet, je res ena neskončna svoboda in eno iskanje. In če sem slikarka, prava slikarka, potem nenehno iščem. Slikce, ki so na razstavi v Kibli, so nastajale v zadnjih 3 letih. In seveda je to iskanje. Moj način dela ni nikoli bil, da bi delala po predhodni skici, da bi delala po neki natančno izdelani ideji, da bi sledila nekemu vnaprej določenemu konceptu. Preprosto se počutim z vsakim letom, verjetno je naravno, da z vsakim letom bolj se poznaš. In slikarstvo se počutim kot en nomad, trebuho začutim, kje bo obetavno in tam se ustavim. Obetavno mislim, tukaj mi pade seveda takoj na misel pesnik Eliot, ki v enem zapisu Tradicija in individualni talent govori o tem, da je v nas vseh neizpodbitno naloženo vse, kar so ustvarili veliki duhovi pred nami. In to tradicijo, vse ustvarjeno pred nami, si s trudom pridobivamo. To pomeni, da za vsako prebrano knjigo, za vsako prežeto sliko, za vsako glasbo, vse se naloži v nas in seveda je potreben trud, da si to nalagamo. In potem kot ustvarjalec z vsem tem naloženim v tvojih celicah in tukaj spet potegnem pesem in kar si dognal ti, bom dognal tudi jaz, kajti sleherni atom mojega telesa je tudi atom tvojega. Torej vse, kar je bilo ustvarjeno in sem videla in slišala in konzumirala, nekako v svojem delu premleješ in ustvariš nekaj drugega. In kolikšna je vrednost vseh teh slik na tej razstavi, vsega danes ustvarjenega, ne vemo. To bodo pokazali rodovi za nami. Tisti bodo izbrali, kaj bo šlo dalje. Torej se počutim kot nomad na enem širokem polju, kjer začutiš, da neka tema, ali pa nek motiv, ali pa neka slikca, ali pa nek feeling, ki te začne privlačiti, ali pa ki se ti otrne kot en zvezdni utrinek, da tu nekaj obeta. In potem se pri tisti temi ostaviš in jo iščeš. Iščeš, seveda, kaj iščeš v slikarstvu? Iščeš neko vizualno, seveda vizualno, ker se vizualno ustvarjaš, neko vizualno podobo, ki te preseneti. In je torej nekaj novega. In to je ta strast, ta neopisna strast, ki je res želja. Je to brskanje, kraspanje, kopanje, prava beseda, za nečim, kar še nisi uvidel, kar uvidiš prvič. In poznam ta občutek zelo redko, ampak se je že zgodil. Ko odpreš vrata v atelje in rečeš pismo, to mislim jaz narediti, jaz ne znam tako narediti. To je nekaj, kar je najlepši občutek, ko skočiš preko vseh svojih mej.
In ta občutek se mi zelo redko, ampak se mi tu pa tam uspe zgoditi v svojem ateljeju. Dobrih 23 let slikam na nosilce, kjer slikarsko platno zašijem na kovinske podokvirje. Te kovinske podokvirje, ki so varjeni, ovijem z starimi cunjami, teda sem malo ekološka. Stare odpadne cunje ovijam na te železne podokvirje in potem z šivi napenjam to slikarsko platno in zato mi več nobeni prstani niso v teh 24 letih šivanja. So se mi členki toliko debelili, da mi več prstani niso prav. To je pa ta način pripravljanja platna je seveda dolgotrajen in fizično naporen, ampak to jemljem kot, to je moj čas, ki ga potrebujem za vstop in to je seveda del slikanja, enostavno organsko več, v 4. letniku na akademiji, enostavno organsko več nisem zmogla slikati na industrijsko pripravljen podokvir, napet podokvir in sem iskala nek nosilec, v katerega bi že kjer bi sodelovala že pri pripravi nosilca. In do danes me ta želja, me ta način me še zmeraj vznemirja. In dokler me to vznemirja, je to prava pot. Ko je platni pripravljen, če sem prej rekla, da sem kot en nomad, kjer ti diši, da nimam naprej izdelanega ne koncepta, ne ideje. Edina rdeča nit, ki jo danes vidim, da sem včasih govorila, da me zanima minevanje, da me zanima smrt, da me zanima razpad. Danes preprosto vem, da me fascinira en čas, ki je ravno tako, kot smo mi vizualni ustvarjalci, je čas tisti, ki naredi neko podobo, zadam dve prispodobi, na primer ena bakrena vrata, na katere se je naselil zeleni volk s časom. Se je naselil zeleni volk, nastane abstraktna, ful lepa podoba, primerljiva z Andy Warholovim vem, da sem v Hamburgu videla te slike, po katerih je Andy Warhol po bakrenih ploščah lulal. In te slike so super, ampak so čisto primerljive s tem, kar naredi čas na enih bakrenih vratih. In teda danes rečem, da je ta čas, da me zanima v slikarstvu, besedilo sem uporabljala, da je moj tekmec. Fascinira me lepota, ki jo naredi čas z stvarmi. Torej, danes po nekaj letih resnega slikanja in po kar nekaj narejenih slik, res lahko strnem, da vse to, kar sem nekoč govorila, kaj me zanima, kaj sem hotela, res lahko rečem, da mi je čas ta trigger, ampak čas v smislu, koliko čas naredi stvari lepe. Ampak tu se spet odmaknem, ne zgolj lepe. Nekaj, kar nosi en pretekli čas, ena stara knjiga, ki mi diši, ena stara vrata, ena stena, ki že dolgo ni bila prebeljena. Nastane abstraktna, ful lepa vizualna podoba in se mi zdi, da ni to zgolj lepota, tako bi rekel Rilke, lepota je strahotnega ravno 16. začetek, ampak lepota v nekem smislu, kot ti osveži, kot ti da na novo misliti, kot te ošvrkne v tem, da ti osveži In se mi zdi, da je ravno to čar tega širnega sveta umetnosti, je ravno to, da nam osvežuje, da nas vsake toliko časa stušira naš našo glavo, da ti da na novo misli, da ti sveže misli priždejo, nove ideje, nove asociacije, to se mi zdi čar. Teda v teh stvareh, ki se mi zdijo zanimive in ker se mi zdijo zanimive, se itak počasi naselijo tudi v moje slike. In potem v slikah pa seveda ne gre za to, da bi ti vizualno prenašal
nekaj, kar te je intrigiralo, ampak je tisto zgolj trigger, ali pa zgolj neka vrata, skozi katera ti začneš iskati in itak ne veš, kaj boš našel. Tako v znanosti. Raziskovalci iščejo, predvidevajo, ne vejo točno, kaj bodo našli. Enako mi slikarji, nekaj, veš, da nekaj iščeš, ampak zmeraj te na koncu rezultat preseneti. Mogoče mi glede slikarstva in besed zanimivo tudi to, da niso pomembne misli, in besede v slikah, ampak so pomembne misli in besede v procesu slikanja. To mislim jaz kot ustvarjalec, za gledalcev, pa besede pri sliki sploh ne vem, koliko so pomembne, ker najprej v umetnosti prisegam na to, da najprej poklekneš in potem veruješ. Torej, da te neko delo najprej zadane in potem pogledaš, raziščeš, prebereš. To je moj način vstopa v umetnost. Ko vidim te slike izven svojega ateljeja in pogledam obešene na tej razstavi, seveda mi je všeč ta belina, ampak te beline nisem naredila jaz. To belina, te meglice naredim material. Naredila, mogoče sem po tolikih letih slikanja ozavestila potrpežljivost, da preizkusim, da ne planem takoj na sliko, da sem potrpežljiva z materialom in to belino, to mi je priznam s toplo pomoč moj mož slikar Miran Brod, ki mi je samo še potrdil počakaj celo noč, da material steče. Teda, pri tej belini, ki jo gledam, pri teh meglicah, je jaz kot slikarka z mojo roko, z mojimi očmi, z mojim umom. Naš je itak naša največja bremza in naše najbolj težko sidro. Nikoli ne bi uspela tako lahkotno, tako z neko tako obliko, ki me spominja, ki me odpira, ne vem, kaj vse me spominja ta oblika, ampak vse to se je material sam pretakal na površini slike. Seveda sem mogla biti dovolj pazljiva, mogla sem imeti dovolj lončkov z belim pigmentom, en beli pigment, imela sem namešan en lonček toplega pigmenta, bela, slikarji vemo, da imamo bele hladne in različne tople bele. Torej imaš različne bele pigmente, ki sem z različnimi vezivi, tudi vezivi ni samo akrilno, z različnimi vezivi zmešala in tudi procentualno koliko vode, koliko veziva in sem te različne tekočine polivala in potem pustila času, da je to čez noč steklo, da je bilo prav nagljeno. Potem sem se po noči zbola, da ni odteklo iz slike. Ker če je bila slikca dovolj nagnjena, je to počasi povzelo in se je ta pigment usedal. Teda te slike so me mogoče res, so me trenirali v neki potrpežljivosti in da ne bezam, da jaz pustim. Mogoče sem te slike najbolj puščala. In tu večkrat sem govorila o tem naključju materijala, ki material naredi dosti boljše, kot naredi slikarci svojo zavestno in omejeno glavo in roko. In tu mi je pač presenetil ta bel pigment, ta material, ki je sam ustvaril te bele podobe, ki so mi lepe, ki me presenetijo, so mi lepe. Mogoče je zanimivo tudi to, da sem te zadnje slike začenjala iz roba navznoter. In tale rob sem začenjala z ornamentom. Ornament je davno nekoč že bil del mojega slikarstva. Tudi diploma je bila ornamentiranje podobe. Ta ornament je nekaj, kar me je nekdaj v nekem prejšnjem življenju že zelo zanimalo. In te podobe, te zadnje slikce sem res začenjala za razliko od vseh prejšnjih, sem spet ponovno več kot 20 letih začenjala z ornamentom, ki sem pa tokrat sem ornamentirala rob slike in kot bi iz roba se pomikala proti sredini. S tem, da sem tale ornament, ki sem ga včasih pred 20-25 leti jemala natančno,
kot z neko trdo potezo, trdo gesto, zaprto trdo, sem zdaj morda bolj ozavestila potezo in telo. Pomeni, da sem nekaj, kar bi moralo samo po sebi vsebovati red in ponavljanje, in to strog red in ponavljanje, ker ornament je seveda ponavljanje v prostoru, na prostoru na ploskvi. Sem tudi dodala svobodo svojega telesa, torej koliko sem segla z roko, ker slikam slike na tleh, in sem ozavestila, koliko je moja roka dolga, pri telesu 1,64 m, koliko dolžine dosežem, koliko lahko z eno potezo naredim črto. Teda sem te slike začenjala torej z ornamentom in z zavestjo o gibu mojega telesa. In so sprva res bili te okviri, napeta platna, ki so imeli kot ornamentiran okvir. In ker je tu s tem ornamentom in tudi v nekem obdobju, če sem prej rekla, da sem kot nomad, kjer se mi zdi, da nekaj obeta, se ustavim, in ker se mi je v trgovini s pigmenti, mi je tista posodica s kovinskimi okruški zadišala in se mi je zdelo, da bi to znalo kaj obetati, sem tale rob slike, neodvisno od motiva in od oblik, ki bodo prišle, sem uporabila te kovinske delčke, ki zdaj delujejo, ki so zdaj bleščice v slikah. Moja izkušnja, ker je slikarstvo moje življenje in moj poklic, ki ga jemljem smrtno resno, in je dolžnost, da vidim ful stvari in si pogledam ful stvari. In zmeraj nekaj, kar me je navdahnilo, nekaj sem lahko videla pred 20 leti, neko sliko, nekaj sem videla, ali pa nek video, nekaj sem pred 20 leti srečala in me preseneti, koliko, mogoče lani, ko to stvar ponovno vidim, koliko se ta občutek ni popolnoma nič spremenil. In tu mi je dokaz, da umetniško delo vstopa v nas, mi vstopi, nekaj, kar ti je všeč, vstopi vate in ti vstopiš in seveda te spremeni te. In to je namen umetnosti. Namen umetnosti je, da nas predstavlja, spreminja, osvežuje. Teda, kaj želim? Želim, da mogoče vsaj koga te slikce, da vstopijo van. Seveda tudi gledalec vstopi v slike in nastane ena povezava. In tako kot rečem, si en delček, jaz sem si en delček meni ljubih del, ki sem jih videla, odnesla in jih imam in jih nosim s sabo in vplivajo name in vplivajo tudi na moje delo. Teda, če si bo kdo uspel kaki delček vzeti, super.